Ko je Berlingo prvič zapeljal na ceste, takšnih avtov še ni bilo. Ni bilo malih kombijev, ki jih imate lahko kot delovna prevozna sredstva in kot družinsko vozilo. Berlingo je takrat svet avtomobilizma obrnil na glavo. Postal je uspešnica na kvadrat oziroma bolje rečeno na kubik. Danes, po skoraj 20 letih, na trgu takšnih avtomobilov spet skoraj da ni, oziroma ni več. Povsem izgubili so se v poplavi SUV-jev, oziroma avtov za 5-članske družine ni več. In ja, družine, prav ste slišali, Berlingo je avto, v katerega lahko namestite 3 otroke v Isofix sedežih. To zmore kot eden redkih današnjih avtov danes. Tudi Citroen je svoje Picassoje že zamenjal z Aircrossi, torej z avti, pri katerih so bolj pomembne kaktusove bunke, kot pa prijaznost družinam, po kateri so Citroeni kar dobro sloveli. Saj tudi novi Berlingo premore nekaj tega kaktusovega dizajnerstva. Od spredaj je daleč bolj predrzen v primerjavi s sorodnima Peugeotom in Oplom, zadaj pa so vsi bolj ali manj takšni kot prej. To pomeni predvsem kombijevsko ravni. Seveda zato, da lahko v prtljažnik naložite veliko, zares veliko. In koristno je, če naložite veliko, kajti če naložite malo, se bo ta vsebina po prtljažniku zoprno premetavala. Berlingo namreč nujno zahteva nakup prtljažniške dodatne opreme, korit, torb in mreže, kajti vendarle je prtljažnik zasnovan z mislimi na heavy duty situacije. Prav ta delavska robustnost pa je tudi tisto, zaradi česar se bo družinam tožilo po Citroenih z oznako španskega slikarja. V Berlingu med vožnjo pač ne boste dobili vožnje, kakršne smo danes navajeni. Če vam paše izključno umirjena in guncajoča se vožnja, potem bo šlo. Sicer boste slej ko prej začeli sanjati o alternativah. A če imate potrebo po 3 otroških sedežih, bo težko. Avtomobilski svet je res postal nenaklonjen 5-članskim družinam.